Dobro jutro, svetovni dan varnosti hrane. Pozdrav vsem, ki smo tukaj in seveda pozdrav tudi vsem, ki ste z nami povezani. Prosili bi vas, da izklopite oznako na mute, tako da ne bo prišlo do interferenc pa do motenj, da se bomo lahko normalno pogovarjali oziroma normalno komunicirali. Good morning, World Food Safety Day 2020. I would like to ask all of you who are at the moment with us to switch off on mute. That will not have any interferences during the meeting. Thank you. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojzij Kovšca, spoštovana ministrica, dr. Aleksandra Pivec, pozdravljeni izbrani udeleženci tu v dvorani in vsi virtualno povezani udeleženci v medmrežju. S kolegico doktorico Elizabeto Mičovič iz Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bova vodila to uvodno slovesnost. Dovolite mi, da začetek mogoče kljub vsemu začnemo s kulturo. Varljiva varnost. Varnost išče svoj pristan. Kje ga išče? Kje ga najde? Odgovor iščemo vsak dan. Stroke se borijo, izkušnje se plodijo, kapital pa le tišči, da rešitev zaživi. Znanost išče in rešuje, o hrani premišljuje, a znanje iz davnine stresna znanosti strmine. Med običajnimi ljudmi večina meni, da vse prav stori, kar hrane tiče se in varnosti. Važno je, da se dobro je in živi. V tej nenasitni vnemi je vsak nad vsemi. Varnost redke res skrbi, dokler se ne zgodi. In zgodi se. In potem se s prstom kaže, mnogokrat nesramno laže, da sebe bi na varno dal. Takrat se varnost le pojavi in ve se, varno ni nevarno. Varnosti želimo vsi, a kdo naj plača te skrbi? Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Najprej lep pozdrav našemu gostitelju, predsedniku Državnega sveta, gospodu Alojzu Škofci, naši ministrici, naši ministrici, doktorici Aleksandri Pivec in vsem, ki ste danes prišli na ta svečan dogodek, za katerega moram povedati, da smo se že skoraj odločili, da ga ne bo zaradi znane epidemije, potem pa nam je vseeno uspelo v tako kratkem času pripraviti ta dogodek, torej res hvala vsem organizatorjem. Najprej bi pa seveda k besedi povabila predsednika Državnega sveta, gospoda Alojza Kovšco, da nam izreče dobrodošlico. Spoštovane gospe in gospodje, cenjena ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, dr. Aleksandra Pivec, spoštovani vršilec dolžnosti generalnega direktorja Uprave za varno hrano, dr. Jernej Drofenik, spoštovani profesor dr. Peter Razpor, spoštovana docent doktorica Elizabeta Mičovič, spoštovani državni svetniki, poslanci, cenjeni razpravljavci in ostala zainteresirana javnost, ki nas spremlja preko videokonferenčnega sistema Webex. Toplo pozdravljeni v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in seveda v mojem osebnem imenu. Lansko leto smo v Sloveniji prvič obeležili Svetovni dan varnosti hrane. Konferenca, ki smo jo tako kot letos pripravili skupaj, povezani z željo, da se v javnosti ozavesti pomen varnosti hrane, je v luči nove epidemije dobila povsem novo perspektivo. Če kdaj se danes zavedamo, kaj pomeni zdravje ljudi, njihova odpornost z vidika prehranske varnosti. Dejstvo je, da živimo v družbi vse večjih tveganj, zdravstvenih, okoljskih, varnostnih, pa tudi čedalje bolj prehranskih. Prehrana vpliva na naše zdravje, s tem pa tudi na imunski sistem celotnega naroda.
Prav zaradi navedenega moramo govoriti o varnosti hrane kot o skupni družbeni odgovornosti. Danes bomo v razpravi prisluhnili številnim izzivom na področju varnosti hrane, hkrati pa bomo v razpravi poudarili, kako zelo pomembno je pri tem mreženje informacij, dognanj, ponudbe. Svetovni dan varne hrane je tako znova priložnost, da obudimo zavezo o povezovanju in sodelovanju deležnikov v celotni agroživilski verigi. Kakšni so izzivi za letošnje leto, kako obvarovati predelavo hrane pred incidenti, ki jih prinašajo epidemije, to je le nekaj izpostavljenih tem današnjega dneva. Lansko leto sem v uvodu izpostavil razmišljanje, da se varni hrani na individualni ravni praviloma ne pripisuje zadosten pomen, ampak to samo do trenutka, ko je ogroženo naše zdravje in ko se zavemo, da to naše zdravje in varna pridelava ter predelava hrane sta in bosta vedno neločljivo povezana. Tako moramo živeti z vedenjem, da moderna družba ni vselej tudi najbolj varna družba, da niso vsi dejavniki tveganja vselej predvidljivi, obvladljivi in v celoti prepoznani. No, kriza COVID-19, ki nas je ohromila in pognala v skrbi, je globalna in kot taka težko obvladljiva v tem dinamičnem svetu, v katerem sobivamo. Sprašujem pa se, ali smo dovolj opolnomočeni, da pravočasno prepoznamo novo nastala tveganja, četudi so skrita in nevidna. Se znamo dovolj hitro in učinkovito prilagoditi novim okoliščinam, ki zahtevajo drastično velike spremembe v načinu življenja. Danes se na ravni države, njenih inštitucij zavezujemo, da bomo k temu problemu namenili vse potrebne resurse in ukrepe. A tudi vsak posameznik ima moč, da ozavesti to skrb kot intimno moralno obvezo. In prav slednje je ključno. Ključno, da smo na tem krhkem področju, ki zadeva varnost hrane, lahko tudi uspešni. Čeprav varnost živil, ki so na trgu ter njihovo dnevno uživanje, pogosto dojemamo kot nekaj samoumevnega, je ta čas po epidemiji dobrodošla priložnost za nadaljevanje in nadgradnjo medsebojnega partnerstva, tako med inštitucijami kot med samimi posameznimi potrošniki. Zavedam se, da bomo kljub prizadevanju trčili o probleme in nepravilnosti, a pri tem se moramo pa vsi skupaj zavedati, da se napak ne da vselej popraviti. Odgovornost je tista, ki šteje. Klimatske spremembe, tehnološki napredek, globalizirana družba, svetovni procesi migracij, vse to so dejavniki, ki igrajo v tem procesu, ki se ga bomo danes tukaj šli, pomembno vlogo. Lahko so pospeševalec trajnostnega razvoja, lahko pa tudi njegov zaviralec. Odločitev, kakšno pot bomo izbrali, je v naših rokah. In temu je namenjen današnji posvet. In spoštovane gospe in gospodje, dovolite, da tudi jaz zaključim z nečem, kar si bom sposodil iz kulture. Anton Aškerc je napisal tako lepo pesem Mejnik, kjer se nekdo sprašuje, kam bi del, tja, od koder si vzel. Mi se moramo začeti spraševati, kje bomo vzeli, od nikoder, če ne bomo tja kaj dali. In to je prihodnost varne prehrane in naša skupna zdrava in varna prihodnost. Kam bomo kaj dali, da bomo lahko od kje kaj vzeli. In naj bo tudi današnji dan en tak Aškerčev mejnik, kjer se ne bomo pogovarjali o grehih iz preteklosti in kako jih popraviti, ampak o izzivih in priložnostih, kako pripraviti varno prihodnost. Želim vam uspešno razpravo in seveda veliko uspeha v vašem, našem in skupnem delovanju. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovana gospa ministrica, prosimo vas za vaše besede. Spoštovani predsednik Državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, spoštovani vodja programskega odbora, profesor dr. Peter Razpor, spoštovane sodelavke, sodelavci, spoštovani vsi ostali gostje današnje konference. Dovolite mi, da vas na začetku prisrčno pozdravim na že drugi konferenci ob obeleževanju Svetovnega dne varnosti hrane, ki letos poteka pod sloganom Varnost hrane, naša skupna odgovornost.
Ključno sporočilo letošnjega slogana tako predstavlja bistvo zagotavljanja varnosti na vseh področjih. To je, da smo za varnost odgovorni prav vsi in vsak izmed nas. Kmetijsko-živilsko, prehransko oskrbovalno verigo tvorimo različni deležniki. Kmetje, živilsko-predelovalna industrija, trgovci in distributerji, strokovne inštitucije, pristojni državni organi ter ne nazadnje vsi mi kot potrošniki. Vsak z vidika svojih pristojnosti je tako soodgovoren za zagotavljanje varnosti. Ključno pa je znanje, sodelovanje in komuniciranje med vsemi deležniki. Kot ministrica bi želela poudariti 4 ključne prioritete Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na tem področju. Te so izvajanje strateških ciljev kmetijstva, razvoja podeželja in živilsko-predelovalne industrije, promocija lokalne hrane in zagotavljanje njene dodane vrednosti, ohranjanje in nadgrajevanje standardov varnosti in kakovosti hrane in pa ne nazadnje in pomembno konstruktivni dialog med in z vsemi deležniki. Letos nikakor ne moremo mimo epidemije COVID-19, ki je za vse nas predstavljala velik izziv in pustila tudi pomembne posledice. Od razglasitve epidemije smo na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ustanovili posebno krizno skupino, ki je na dnevni ravni spremljala dogajanje na področju preskrbe prebivalstva s hrano ter dnevno reševala številne izzive in oblikovala ukrepe, ki smo jih sprejemali na vladni ravni. V 3 tako imenovane protikorona zakone smo tako uvrstili številne ukrepe za pomoč in podporo kmetijstvu in živilsko-predelovalni industriji s ciljem ustrezne preskrbe vseh prebivalcev Slovenije s kakovostno in varno hrano danes in za v prihodnje. Čas epidemije pa je v zavesti vsakega Slovenca prav gotovo še okrepil zavedanje, kako pomembno je, da imamo na razpolago dovolj lastne, kakovostne in varne hrane. Zato je nujno, da še naprej, tudi na podlagi okrepljenega družbenega zavedanja o pomenu varnosti hrane, krepimo domačo samooskrbo in še posebej vse tiste sektorje, kjer še trenutno ne zadostimo potrebam trga. Tudi z nadgradnjo v smislu večje, okoljsko sprejemljive produktivnosti, kjer je seveda to mogoče. Pridelovalci hrane se morajo pa povezati, pridelovati in ponuditi to, kar potrošnik potrebuje in za kar je pripravljen tudi plačati. Preskrbo s hrano bomo prav gotovo izboljšali z inovativnim prenosom znanja med vsemi deležniki, spodbujanjem okoljsko sprejemljivih tehnologij, ciljnim sofinanciranjem aktualnih in kvalitetnih raziskovalnih projektov. Znanje je gradnik razvoja. Inovativni prenosi znanja pa so motivator in najpomembnejši nosilec sprememb. Uvajati moramo tudi nove tehnologije v kmetijstvu ter ga nadgraditi z digitalizacijo in robotizacijo. Epidemija nas je prav tako opozorila na velik pomen dobro delujočih oskrbnih prehranskih verig. Zato je v prihodnje naša naloga, da okrepimo strateške oskrbne verige, da krepimo povezovanje med deležniki in zavedanje o pridelavi ter predelavi lokalne, kakovostne in varne hrane. Nadalje si prizadevamo za izvajanje evropskih standardov na področju varnosti hrane in krme, ki prispevajo k visoki ravni zagotavljanja varstva potrošnikov. Potrošnikom moramo tako zagotavljati pogoje za uveljavljanje njihovih osnovnih pravic do varnosti, obveščenosti in izbire v zvezi z živili. Zavedam se, da bomo vse načrtovane aktivnosti ministrstva lahko izvedli izključno ob konstruktivnem sodelovanju vseh nosilcev živilskih dejavnosti, njihovih branžnih združenj, strokovnjakov, državnih organov z učinkovitim inšpekcijskim nadzorom in seveda sodelovanjem potrošnikov. Ključno pri tem je komuniciranje, razumevanje, sodelovanje in odzivnost vseh nas ter seveda učinkovito ukrepanje.
Kot ministrica sem si in si bom prizadevala za koristne, konkretne rezultate dela in ob tej priložnosti bi želela vsem izreči hvaležnost in spoštovanje vsem ostalim deležnikom v prehranski verigi, s katerimi vsi sodelujemo in skupaj te dobre rezultate soustvarjamo. Na koncu dovolite, da se zahvalim še organizatorjem dogodka, Državnemu svetu, uslužbencem Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in uslužbencem Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter posebna zahvala profesor dr. Petru Rasporju za odlično organizacijo današnje konference. Vsem udeležencem in govornikom želim uspešno delo še naprej, danes obilo konstruktivnih diskusij in pa seveda dobre zaključke. Predvsem pa vsem skupaj želim prijaznejše čase, konstruktivno sodelovanje tudi v prihodnje. Skupaj soodgovorno za varnost hrane še naprej. Hvala lepa, gospa ministrica, za mnogo misli, ki jih bo potrebno udejanjati. Hvala lepa. Zdaj pa prosim in dajem besedo profesor dr. Raspor Petru, da nas tudi on kot soorganizator pozdravi. Pozdravljeni. Jaz bi želel sedaj nekaj reči o programu, tako da bom prosil, če bi lahko dobil nič verzijo gor, obenem bi pa še nekaj rekel. Spoštovane in spoštovani, program bo tekel skoraj tako, kot smo napovedali. Žal z nami ni profesor Miroslava Petrovca, ker je zbolel in ga ne bomo mogli slišati in njegovega pogleda na COVID-19. Čeprav bi verjetno bilo zelo koristno, da nas bi postavil realnost v tem kontekstu, verjamem pa, da s tem seveda ne zgubljamo čisto vsega, saj smo ga v zadnjih tednih kar nekajkrat slišali in smo seveda lahko si ustvarili vtis, kako te stvari tečejo v naši državi. Tako da upam, da ga bomo imeli kmalu spet priliko slišati in žal, ker je zbolel, mu želimo seveda čimprejšnje okrevanje in da bi dejansko se izkopal iz te, bi rekel, trenutne zdravstvene zagate. Tako da bomo seveda nekako pridobili v tem dopoldanskem času tistih 15 minut, verjamem pa, da je kar nekaj govorcev, ki bojo zlahka napolnili te minute, tako da bomo predsedujoči imeli delo, da bomo seveda to držali na špagi, kot temu rečemo. Zdaj, jaz bi rad, to grem s tem naprej, ja? Jaz bi rad seveda za te uvodne misli nekaj stvari rekel, ne? Prva stvar je, da se zelo jasno dogovorimo, kako bo teklo postavljanje vprašanj. Prosim vas, da vsa vprašanja pošljete na ta elektronski naslov. Slovenija World Food Safety Day 2020 gmail.com. Samo tista vprašanja, ki bodo podpisana z imenom in priimkom ter jasno institucijo ali naslovno spraševalca, bomo uvrstili v program. Tako da bo seveda ta v bistvu element jasen, ne? Tako da jaz bi v tem kontekstu upal, da bomo ta vprašanja dobivali, naše kolegice to zbirajo in verjamem, da bomo seveda lahko nekako te stvari speljali v kontekstu. Zdaj pa mogoče nekaj res uvodnih misli. Stroka ima vedno prav, moram reči, in ne samo v prelomnih časih, kot je današnji čas, tudi potrebo, da pove svoje videnje in ponuja rešitve. Zato jo velja spoštovati in velja jo poslušati. Tudi ali pa še posebej v krogih politike in zato smo seveda tukaj, da bi svoje povedali tudi na tem mestu. Namen današnjega dne pa je, tako kot ga jaz vidim, prvič, soočiti nas z realnostjo, da je varnost problem za vse, ne samo za politiko in stroko,
Drugič, odpreti in vzdrževati verodostojne kanale komunikacije, da so stalno odprti in dovzetni za novosti in za izzive. Izzvati učitelje in vzgojitelje, da izzivom in problemom varnosti dajo prostor v svojih urah in razmišljanjih od vrtca pa do zaključka univerze, ko govorimo seveda o učiteljevanju. In naprej, podpreti raziskovalce v naporih za iskanje rešitev, ki bodo ohranjali naravo in dajale varno hrano generacijam, ki bodo še prišle za nami. Petič, obvezati razvojnike, tehnologe in gospodarstvenike, da uporabljajo nova raziskovalna spoznanja za praktične rešitve vzdolž živilsko-prehranske verige. Šestič, soočiti zavedanje, da tehnologija lahko gospodarno udejanji nekatere rešitve raziskovalcev in razvojnikov, ne more pa vsega. In sedmič, priznati dobre rešitve in dobre prakse in jih javno spoznati in nagraditi z družbenim priznanjem. To je vedno vse povem v 7 prilikah in tudi tokrat seveda se mi je zapisalo v 7 prilikah in upam, da bomo nekaj od tega spravili v realnost. Današnjo družbo informirajo številni kanali informiranja. Vidite, kam smo postavljeni in kako smo začeli s težavami na začetku, ko bi rekel, nove platforme komunikacije stečejo. Tako smo priča pretiranemu poenostavljanju tudi potvarjanju informacij. Žal. To je resnica današnjega časa. Na področju zagotavljanja varnosti živil vzdolž živilsko-prehranske oskrbovalne verige so posledice lahko zaradi tega katastrofalne. Zato potrebujemo današnji dan, a izgrajujemo in vzdržujemo zavedanje, ki je zelo pomembno zavedanje današnjega časa. In to je, da dejansko sledimo motu, da je varnost hrane naša skupna odgovornost. In upam, da bomo seveda to si zapomnili in to zadevo seveda peljali naprej z tega mesta v vsa okolja, kamor bomo tukaj šli in kjer bomo delovali. Toliko bi jaz rekel za uvodne misle in bi prosil sopredsedujočega, kolega Gučka, če se mi pridruži in da začnemo dejansko s prvo sekcijo čez nekaj minut, to se pravi čez 6-7 minut in še enkrat bi se zahvalil visokim politikom tukaj med nami, da so si vzeli čas za današnji dan, da pokažejo pomembnost tega dogodka za slovenski prostor, pa seveda tudi za svet in za vse nas ljudi. Hvala lepa. Tako da imamo 5 minut pauze, da se lahko še rokujemo, tisti, ki se bi radi z gospod ministrico ali gospodom predsednikom, on gre naprej lobirati za tisto, kar mora, ona pa tudi ne. Tako pač je to. Tako to je. Hvala lepa.